Naravoslovje in družboslovje je v zbirki intervjujev, izšli so v knjižni obliki, združilo moči, čas in pripravljenost predstaviti mnenje in poglede na raziskovalno delo, osebno kariero in poglede na boljši jutri pri mladih raziskovalcih oziroma doktorskih študentih. Vse to obsežno delo sta opravila doktorica Ana Slavec in doktor Luka Avsec. Luka, vi ste doktorirali iz bioznanosti in zdaj delate kot bioinformatik v podjetju Genialis. Oblikovali ste Meta podcast, se pravi, snemali ste intervjuje, ki so zdaj tudi na voljo za poslušanje. Kaj vas je pritegnilo k temu delu? V osnovi se je meni zdelo zanimivo in pomembno dati glas odličnim mladim raziskovalcem. Gotovo sem, da ne poznam niti kolegov s konca hodnika, kaj šele njihovega dela, kaj šele vseh ostalih zanimivih raziskovalcev z drugih področij, izven mojega omejenega, recimo temu biotehničnega dometa. In zdelo se mi je zanimivo se pogovarjati s temi ljudmi. Eno vznemirjenje je bilo pri tem, da bi lahko kar šel do enega filozofa, matematičarke in se kar začel z njimi pogovarjati. Takrat je Metina lista mi dala neko možnost objavljati to, da ni bilo treba na neki svoji obskurni spletni strani, kar je takoj dalo mojemu delu nek domet. Verjetno se zaradi tega tudi bil odziv tako dober od prvih intervjuvancev. In tako je zgodba začela rasti. V drugi sezoni je pa potem Ana pristopila in v bistvu nadgradila zgodbo še s svojim delom. Vi, Ana, ste pa družboslovka, zdaj raziskovalka na Fakulteti za družbene vede. Kaj pa je res vas gnalo v to delo, da ste zagrizli, kar je pa res obsežno za delo, za intervjuje? Ja, Luka me je povabil, v bistvu ne vem, zakaj mene, v bistvu ga nisem nikoli vprašala. Ampak mi je bil tako pač en zanimiv izziv, to oddajo sem rada poslušala, mi je bilo vedno zanimivo, tako da je bila to pač neka ponudba, ki jo nisem mogla zavrniti, čeprav je bilo po drugi strani res naporno, ker sem takrat tudi zaključevala doktorat in vseeno to ni tako malo dela. Ker je treba nekoga izbrati, se dogovoriti za intervju, pač prebrati, kaj dela, potem je to snemanje, ki je v bistvu še najmanjši problem, če pa tako na začetku tudi tam je nekaj izzivov bilo, potem pa še na koncu tudi montaža, ker delava to sama in tudi to nekaj časa vzame. Ja, res 70 mladih raziskovalcev oziroma doktorantov je vključenih. Kako ste jih v bistvu izbirali, Luka? Ja, na začetku sem si zadal kar obsežen cilj. Želel sem v eni sezoni posneti 30 intervjujev in seveda sem pregledoval obskurne inštitutske spletne strani in probal brskati za zanimivimi novimi objavami, v katerih sodelujejo tudi mladi raziskovalci. Ampak to je ogromno ene telovadbe po nekih sikrisih, hobisih in podobnih sistemih. Nimamo nekega lepega pregleda, seznama ljudi, kdaj so začeli s doktoratom, kakšne so njihove teme, da bi jih enostavno lahko tam odbirali. Velikokrat sem potegnil noter še svoje prijatelje, znance, ki so v tistem času doktorirali, ampak to je vedno težje. Starejši, ko si, bolj se odmikaš od te generacije, ki bo ravno doktorirala. Tako da je dejansko mi bilo te ljudi včasih kar težko najti, posebej s tako frekvenco. Ana je prinesla čisto nek nov nabor ljudi, poznanstev, pa tudi ene moči pri tem brskanju. Tako da potem je to spet na novo zaživelo. Tudi ljudi iz tujine, v glavnem doktorske, pa predvsem podoktorske raziskovalce smo nabirali prek poznanstev, včasih tudi prek priporočil, ki so jih poslušalci oddali. Tako da zelo na različne načine. Dejansko je to vzelo kar precej časa. So vaše izkušnje enake, Ana? Ja, v bistvu sicer takih težav nisem imela, ker mogoče tudi to, ker sem povezana preko tega društva Mlada akademija, nekdanje društvo mladih raziskovalcev, pa sem taka generacija, da so to pač moji vrstniki bili na začetku in je zaradi tega takako lažje priti do njih, nekaj že poznaš. Potem pa za naprej, mislim tako, skušava pokriti čim bolj različna področja.
ne želiva, da se preveč ponavljajo ene in iste teme, ne, in potem, ko treba kaj novega iskati, je pa ta seeker iz baze, ne. S tem, da tudi tam ni tako enostavno iskati, ker izbereš neko področje, pa je izpis kar dolg, ne, in potem zdaj, tam je samo ime, ne, kako iz tega imena, ne vem, mogoče se pogleda objave, kaj dela, koliko časa ima še do doktorata, ampak to v bistvu vzame kar precej časa, ne, tako da je nekako lažje, ne, da se najde po drugih poteh. Pa potem tudi sami kandidati so v bistvu oni predlagali naprej, ne. Kakšen je bil pa odziv v bistvu, ko ste se obračali na nje? Ja, jaz mislim, da bova kar podobno rekla, v celoti pozitiven. Mislim, da v vsem času je samo ena zavrnila sodelovanje zaradi nekih osebnih stvari takrat, pa potem v bistvu, verjetno, če bi še enkrat rekel, bi tudi ona se strinjala s tem. Tako da mislim, da so načeloma raziskovalci navdušeni nad priložnostjo, da lahko govorijo o svoji znanosti. To ne nazadnje večinoma ni samo služba, ne. Ti ljudje, ki se za doktorat odločijo, so večinoma kar strastjo v tem raziskovalnem poklicu, tako da radi govorijo o tem. Vprašanje pa je, koliko priložnosti so do zdaj imeli, ne. Velikokrat se izkaže, da je na enostaven način zelo težko povedati, kaj pravzaprav počnejo. Nimajo veliko izkušenj s tem ali pa sploh v slovenskem jeziku z neko enostavno terminologijo, ki bi bila dostopna povprečnemu srednješolcu, se izkaže kar težko govoriti o številnih znanstvenih konceptih. Ana, a imate občutek, da so bili recimo tem intervjujem bolj naklonjeni s tem sodelovanju družboslovci ali ni razlike z naravoslovci oziroma tehniki? Pa v bistvu ne bi zdaj tukaj nekaj posploševala, ampak meni se zdi, da ni bilo nekih razlik. Mogoče celo naravoslovci z odtenek bolj, ne vem. Težko je nekaj posplošiti, no, nisem opazila nekih večjih razlik v tem. Morda je tako, da imajo družboslovci že itak več priložnosti predstavljati svoje delo, razpravljati o svojem delu s kolegi, ne. Mogoče je ta širina, ki jo družboslovci imajo, ne, ta a priori izpostavljenost debati, ne, toliko drugačna od naravoslovcev. Naravoslovci pa še nekako bolj iščejo in želijo te priložnosti. No, glede na to, da sta preizprašala res tako veliko število vaših kolegov, ne, raziskovalcev, kakšna podoba se vama je ustvarila po končanem delu? Namreč, kako bi ocenila njihovo raziskovalno zavzetost, trajanje pri delu, misel na karierno pot in njihov pogled na recimo širšo družbeno skupnost, kjer bodo seveda oni uresničevali svoje ideje in si prizadevali k splošnemu napredku? Ja, najprej mogoče samo medklic, delo ni končano, ne? 3. sezona se je ravno začela, že teče, Ana je o tem zelo dobro in pelje zgodbo naprej, tako da gotovo bomo slišali še nove poglede. Ampak tako kot se mi zdaj zdi, velikokrat sem opazil, že ko sem sam bil v fazi zaključevanja doktorata, kar nekakšno tremo, zadrego, zagato, mogoče malo depresije v tem, kaj zdaj. Doskrat se sploh med naravoslovci zdi, da itak nekih služb ni, preveč smo izobraženi, ne. V bistvu smo si s to povečano izobrazbo kar eno jamo skopali. Jaz iz te zgodbe nikakor ne kupim, ne. S tem, ko smo bolj izobraženi, imamo kvečem več možnosti, nove možnosti. Tako da jaz nikakor ne delim enega takega sentimenta, ki se mi zdi, da sem ga opazil. Sem pa gotovo skozi intervjuje, da je to malo frustracija nas naravoslovcev, ki iščemo neke visokotehnične, zelo ozke, specifične službe, medtem ko pa družboslovcih pa je manj te frustracije. Se mi zdi, so bolj široki, bolj razmišljajo, bolj so družbeno angažirani, bolj vidijo priložnosti v sooblikovanju zdajšnje družbe. To je nekaj, kar mislim, da za tipičnega naravoslovca sigurno ne velja. Mogoče, ker tudi oni že v bistvu naprej razmišljajo o tem, da je, ne vem, to neko področje, ker vseeno težje najti neke tradicionalne zaposlitve in že v bistvu skozi ves študij mogoče se pripravljajo na to, ne.
mogoče je to ena ta V razlika. družboslovju misliš? Ja. Potem, ko naravoslovju, se mi zdi, da tudi tako, da je dosti priložnosti, se mi zdi, da tako, vse priložnosti so nekako skoncentrirane na ta čas, ko si doktorski študent. Kot mladi raziskovalec imaš vse, potem, ko enkrat doktoriraš, pa je veliko težje mogoče za nekoga, ki je mlad, prideti do nekih financiranj. Potem so pomembne te raziskovalne točke, ki jih nekateri imajo, ampak vseeno so v Sloveniji mogoče omejene priložnosti. Vedno je možnost tudi tujina, sem so pač nekateri ljudje vezani, imajo tudi družino, kakšne druge aktivnosti, ampak... Je pa zanimivo, da recimo pri teh mladih ljudeh, tako Luka, kot ste rekli, so kar izobraženi. Nekako so pred njimi dokaj včasih nejasne poti. Pogosto pa opažajo oni in govorijo o nepotizmu, o protekcionizmu, kar seveda jim onemogoča najti primerno delo. Kakšna je bila vaša sodba v teh vprašanjih, kolikor ste se srečevali z njimi? Ja, tudi iz moje osebne izkušnje mogoče lahko povem, da se recimo odločno ne strinjam s tem, da je treba... Zdi se mi, da mladi dejansko rabimo več priložnosti. To, da ljudje po 70. 75. letu še vedno ohranjajo ne samo pisarne, ampak profesure in ne vem kaj, mogoče na številnih področjih ni več primerno, ni več ustrezno, tudi ni več prav. Vsekakor mladim več priložnosti, tako v akademskih kot v poslovnih sferah. Se mi pa zdi po drugi strani pa, da tudi samo mladim dati možnost, pa bodo oni kar, pa tudi ne bo išlo. Vidim, da dostikrat mladim manjka podjetniških znanj organizacije, čist delovnih procesov, postopkov, kako spraviti idejo od teorije do prakse. Mislim, da teh znanjem načeloma skozi študij ali pa sploh ne skozi doktorski študij absolutno ne dajejo. Tako da kako organizirati, kako v svoji lokalni skupnosti, kako v neki slovenski, svetovni skupnosti stvari peljati naprej. Obstajajo neke načini, metodologije, postopki za to, ampak vsaj jaz kot naravoslovec o tem nisem absolutno ničesar slišal tekom študija. To se zdaj recimo v svoji novi poklicni poti, recimo bolj podjetniški, s tem srečujem in vidim, da samo mladim dati prostor pa bo kar tudi ne bo. Tako da nekako bi mogli sigurno prevetriti stvar, ampak z nekimi pametnimi postopki in metodologijami, v katerih pa nisem zasledil kaj dosti govora. Ja, sicer mladi raziskovalci imajo to obveznost, da morajo imeti nek podjetniški seminar, ampak tisto je pač nekaj ur in verjetno ni dovolj. Se mi zdi pa tukaj, da je mogoče tudi zelo odvisno od mentorja do mentorja, kako mentor v bistvu pripravi nekega doktorskega kandidata na to akademsko življenje, potem prijavljanje projektov, konference v tujini. To so v bistvu neka znanja, kjer je zelo pomemben prenos znanja z mentorja na doktorskega študenta. In tu imajo pač mentori različne pristope, nekateri jih bolj vključijo v to, nekateri manj. In sva tudi pri intervjujih videla, da nekateri so zelo aktivni pri prijavljanju projektov, kar je po eni strani mogoče malo problem, ker se s tem malo odžira tega časa, ki gre lahko v raziskovanje, je pa potem to neka prednost na dolgi rok. To bo na dolgi rok sigurno njihova realnost, posebej, če bo ostalo v akademskem svetu in seznanci s tem, kako sploh poteka znanost, kako poteka organizacija financiranja znanosti, kako deluje celna ta mašinerija z svojimi dobrimi in slabimi platmi. To se mi zdi kar pomemben del v bistvu tega izobraževalnega procesa do doktorata in nekateri so absolutno izvzeti iz tega in to je škoda, to je sigurno handicap se naprej. Nekaj intervjujev ste opravili tudi z raziskovalci, ki raziskujejo na tujih inštitutih ali pa univerzah. Zanimive so njihove izkušnje, v glavnem so skoraj vse pozitivne. Kolikor je zaznati iz teh vajinih opisov, jih je presenetil odprt prostor raziskovanja in možnosti, ki se jim pri tem ponuja.
Presenetil jih je tudi drugačen odnos mentorjev, profesorjev do raziskovalca. Kaj je po vajinem mnenju v Sloveniji tako narobe, da je v bistvu razlika tako očitna? Ja, to so zdaj v bistvu ta rubrika zapisi, ki so bili pač v pisni obliki, tukaj pač nisva snemala, ampak so nam pač dopisno odgovarjali. Ja, in eno izmed vprašanj je bilo nekako primerjajo situacijo doma in v tujini. In se je pri veliko njih videlo, da so bili tako recimo v Sloveniji, da so tudi v Sloveniji poskusili, pa so bili razočarani, da ni bilo te priložnosti. Pa že sam odnos, recimo so pač opisovali, da v tujini je nekako, bi rekla, so se počutili bolj enakovredne, bolj vključene, ne? Je bil ta odnos bolj sproščen, bolj, pač so se čutili del tega. Manj paternalističen ali pa avtoritarni, ne? Tako, ja, v Sloveniji nekako, ne vem, kako bi rekla, je bila neka več hladnost, tam pa so v bistvu tudi z mentorjem se pogovarjali o drugih stvareh in ne vem, vedno so jih prijazno sprejeli, ne? V Sloveniji pa je mogoče neka, ne vem, hladnost, zadržanost, to so opisali. Mogoče je en razlog za to, dejansko ta pluralizacija prostora znanstvenega v tujini, ne, kjer je čisto običajno, da ne vem, delal v enem nizozemskem laboratoriju recimo nekaj časa, pa sta bila samo 2 Nizozemca v laboratoriju, ne, stali pa pritepeni od Pakistana do Brazilije, a ne, smo bili pač res nabrani od povsod, ne, in s to pluralizacijo, manj tega strahu, manj te avtoritarnosti, kot ste rekli, ne. Tle mislim, da je prostor še vedno precej hermetičen in to hierarhijo vzdržujemo za vsako ceno, absolutno je prav, da je, absolutno se ve, kdo je dlje, kdo ima več izkušenj, kdo je vodja področja, ampak mislim, da tako odprto ne sprejemamo na splošno naših doktorskih študentov. Zanimiv pa je odgovor vajnega intervjuvca Luke Lisjaka Gabrielčiča, ki je na vprašanje, kaj bi raziskoval, če bi imel na voljo $1 milijon. Odgovoril oziroma napisal takole, ne? Napisal bi obsežen, pregleden esej o totalitarnih skominah in političnih zablodah slovenskih intelektualcev 20. stoletja. Zdi se mi, da je to zelo zrel odgovor in dobro poznavanje materije 20. stoletja. In na splošno v prebiranju teh odgovorov, teh vajnih intervjuvancev, se mi zdi, da iz odgovorov veje nekako izjemno dobro ozaveščanje glede današnjih družbenih razmer v odnosu do minulih desetletij ali pa kar stoletij našega časa. In pa prostora, seveda. Vsej humanisti so izražali težnjo, da bi minule ideje, minule dogodke znali postaviti v pravilen odnos današnjega časa, ali kot je zapisal Ahad Smedin, kaj smo in kaj postajamo ljudje v današnjem času. Potem ponavljajoče se trojedinosti, preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. No, to in pa podobna stališča nekaterih vaših intervjujev so lahko v bistvu zgled, kako se spopadati s vprašanji, ki že lep čas premetavajo ta podalpski prostor. Kakšno pa so vaše opažanje, recimo, pri tem? Ja, mogoče te stvari, ta zrelost ne res bolj veje iz družboslovcev, od družboslovcev, ne. Mislim, da veliko naravoslovcev takih premislekov ne dela, ne. Vprašaš tipičnega naravoslovca, kaj ga zanima, pa bo rekel, ja, zanima me aktivno mesto v tistem encimu, v tistem okoliščinah, v tisti reakciji, ampak zelo težko, ne, naravoslovci pogledamo širše, bi jaz rekel, ne, ker že zelo zgodaj, v času študija, ne, se usmerjamo vedno globlje in vedno bolj specifično in vedno bolj natančno v en aktivno mesto enega encima. Ne. Tako da mislim, da dostikrat nismo sposobni tega premisleka in te družbene angažiranosti, kar je pa svoje čisto normalno in čisto v redu in čisto okej.
Tako da jaz ne bi rekel, da sem veliko naravoslovcih zaznal ta vtis, da se pa družboslovci želijo družbeno angažirati, se mi zdi pa prav, ampak po svoje tudi naravno. Ne. Tako da od velik njih sem slišal take zelo trezne, zelo odrasle premisleke, ki mene osebno zelo fascinira. Meni je bil to vedno večji izziv se pogovarjati z družboslovcem, ker vendarle vsem tistem svojim časom in z vsemi tistimi kupi prebranih knjig naredijo eno domačo nalogo, do katere se mi odgovarjamo vprašanja, do katerih se mi naravoslovci v bistvu niti ne dokopljamo, niti to vprašanje, kam nam do odgovorov. Tako da zame so bili to najbolj vredni intervjuji. Ana, vi ste družboslovka, ne? Ja, sem. Mislim, meni je bilo tako, kar v bistvu dosti krat razlika se pogovarjati z družboslovcem, tudi pač tako retorično, pač precej teče jezik, tako da je bilo recimo zame, da je to bolj enostavno, tudi zato, ker sem neke določene koncepte poznala, ne, pa tudi tudi to, kar so napisali te iz tujine, so kakšne res dobre misli, ne, in sem včasih v tem, ko sem dobila njihove odgovore, res navdušena nad njihovimi odgovori. Kako pa ocenjujete poglede mladih intelektualcev na razmere znanosti pri nas? V bistvu na njihove možnosti uspeha in seveda razmere v gospodarstvu, politiki, šolstvu, skratka, družbene razmere in pa seveda posledično na prostor, kjer bodo sami dejavni in kjer bodo svojim znanjem in sposobnostmi ustvarjali svet po svoji podobi. To je v bistvu kar zahtevno vprašanje. Ne vem, kje bi začela. Recimo en siže, ki ste si ga ustvarili na osnovi teh intervjujev. Mislim pač nekaj, kar sem ugotovila, je, koliko v Sloveniji obstaja nekih zanimivih ljudi, s čim se ukvarjajo in so tako res zanimive osebnosti. Ogromno potencijala. Ogromno enega potencijala. Koliko enega potencijala, koliko enih ljudi, ki imajo res neke ideje, ki znajo razmišljati, imajo neko tudi širino. Hkrati pa v bistvu tem na koncu priložnosti so pa pač v Sloveniji omejene, ampak so, in se tudi pri nekaterih vidi, ker zdaj pač lahko spremljamo kaj delajo naprej in kakšne imajo potem ideje za prihodnost. To je bilo v bistvu tudi eno izmed vprašanj, kakšni so njihovi načrti za prihodnost. Vsi se nekako, večina se je videla potem še naprej v raziskovanju. Priložnosti pa so take, kot so, tako da to je zelo težko je tle, bom rekel, so ustvarjati tudi znanstveni prostor, kako ga so ustvarjaš, ne vem, praktično nemogoče za nekoga, ki pride iz podoktorskega študija iz tujine, da bo tle kar ustvaril svojo skupino. On tipičen podoktorski raziskovalec, ki se pravzaprav nima niti kam vrniti v slovenski raziskovalni prostor. Kaj šele, da bi v bistvu dobil ustrezen prostor, ustrezno financiranje, mogoče nekega doktorskega študenta, počasi naredil neko ekipo. To je v Sloveniji zelo težko. V tujini so kar po vrsti odgovarjali, čez 5 let se še vedno vidim na Harvardu, začel bom svojo skupino v neki obskurni tematiki bazične biologije in to je okej. V Sloveniji, ne vem, jaz ne vidim zelo veliko takih priložnosti, ali pa sploh takih zgodb, da bi se že odvile, tako da malo je po svoje to čudno govoriti, kako bojo zdaj oni so ustvarjali, ker pravzaprav ni veliko priložnosti, po drugi strani pa enako, kot sem prej rekel, smo pa predvsem naravoslovci velikokrat pasivni v tej svoji vlogi, se kar nekako predamo temu malodušju, da vse teh priložnosti nam pa kar nihče ne da. Jaz čakam, kdo mi bo dal službo, pa kar ta človek ne pride. Tle mislim, da bi lahko še veliko naredila. Seveda pa država tudi. Jaz zdaj recimo sem v enem mladem podjetju, perspektivnem, ustvarjamo dodano vrednost, vse te krilatice za nas držijo, se mi zdi. Sem zelo ponosen na to, kar delam, ampak
Pa povem, da je izredno težko v Sloveniji narediti mlado zagonsko podjetje, ne, z davčnim sistemom, ki ga imamo, s sistemom, ki pravzaprav aktivno odganja tuje investicije in tako naprej. Mislim, na trgu preživeti izredno težko. Ne. Tako da tle mislim, da bi tudi sistemsko nekako morali malo pristopati za vse te ideje. Res potencijala, tudi jaz ga vidim ogromno, ne. Prej smo se pogovarjali, 70 ljudi, ne, kje ste jih našali, ampak v principu imamo v Sloveniji vsak čas stotine doktorskih študentov, ne, pa ne samo mladih raziskovalcev, tudi ostalih, ki se vključujejo v doktorske programe in to je ogromen potencijal, ne. Ne samo, sploh ga ni nikjer videti, ne. Zdaj, kako ga malo izbezati ven, to je najmanj poskus, ne, malo povabiti, pobezati te ljudi na plano, ne, da jih še kdo drug opas, pa mogoče se na ta način razvijajo kakšne priložnosti.